tam sem tudi najbolj spoznala, da so prijatelji, neka družina, ki si jo izbereš sam. Sem na Evropsko prvenstvo prišla popolnoma izčrpana in izpraznjena. Ampak zgleda kot obešalnik, je pa tam na neki naslovnici ali pa na karkoli pač. Bolj strmoje, boljše gre. To je v bistvu glavni pogoj, da se jaz odločam za neko tekmo. In živ Bog me ni prepričal, da bi jaz ne šla na poroko v plavalnih čevljih. Če ji rečeš ko, bo rekla ona ko tudi nazaj. Ko? Dobrodošli, dragi poslušalci, drage poslušalke, drage gledalke in dragi gledalci v 236. tako je, epizodi podcasta Zagret za tek, ki bo na sporedu. Dominika mi bo pomagala v četrtek, predzadnji četrtek v januarju, ki bo 13, 14, 15, 16, 23. januar. A sem prav zračunal? Tako je. Menda je tretji teden v januarju najbolj depresiven teden v celem letu. Kaj ti misliš o tem? Iz mojega stališča je celoten januar, pa mogoče še kakšen drug zimski mesec spada med tiste ta bolj depresivne. Ne boš rekla, da ne maraš zime, za božjo voljo. Sovražim jo iz dna srca. No, evo, kot protiutež pač vsem tistim gorskim tekačem, ki so navdušeni turni smučarji in vse ostalo, ti pač potem ne uživaš v snežnih radostih. No, tukaj, ja, vsekakor tečem na smučeh, turno smučam, to počnem, tudi smučam. Mogoče še kot zanimivost, bi rekla, da sem skoraj da prej smučala kot hodila, zato ker je bila moja mama strastna smučarka in je bilo to v bistvu prva stvar, glavna prioriteta, če lahko tako rečem. Je pa to mogoče tudi eden izmed razlogov, zakaj tako zelo ne maram zime, ker spomnim se dni, ko sem poleti bila na morju, pa bila tako, no sej, ko pridemo pa domov, bomo šli pa kmalu na Melt ali smučat. Nisem marala tega prav zelo, no, pač zdaj sicer se je vse, lahko bi rekla, da spremenil, ampak mraz mi res ni všeč, no, tako da sem pri tistih ta bolj zmrznenih in če se le da, se mu izognem, no, ampak pač ja. Še vedno pa moram nekaj početi tudi pozimi, tako da turno smučanje mi je zelo veliko veselje, tudi tek na smučeh, čeprav priznam, da ob tem blazno trpim, se mi zdi zelo težek šport, ampak ja, pač tako. Malo presek od vsega teka, ker takole na mrzlo dan teč, mi je tudi kar muka. Teva, tisto, kar si rekla o teku na smučeh, če si malo razdelati, kaj ti je pa najtežjega pri tej žlahtni snežni disciplini? Tako bom rekla, celotna kombinacija vsega, sicer sem, o tem bova mogoče tudi še kasneje, ampak v mojem prvem športu v konjeništvu je bilo sicer so roke bile kar pomemben del. Ko pa sem s tem prenehala, sem pa nekako zgoren del, če lahko rečem, kar zanemarila. In prvič, ko sem, no sicer sem tudi že v mlajših letih, ampak pač, ko sem zdaj po vsem tem času se lotila spet teka na smučeh, ta kombinacija vsega, roke, noge, naklanc, ta skate tehnika mi je pač tako, kar izziv bila, no, sicer sej, če se naučiš, postane bolj preprosto, ampak še vedno, ko prideš v en strm klanc, trpiš. Tako da, ja, ampak tudi to mora biti. Lepo si to povedala, pa naj pri tem ostane, dragi tekači na smučeh. Ja, boste prihranili svoje komentarje za spodi, a ne, pa napišite kakšno lepo, mogoče v tem športu, ki ga jaz tudi še nisem v celoti usvojil, pa me še čaka enkrat. Prihodnosti, Dominika, kako potem organiziraš zdaj treninge po zimi, teči moraš, vendarle zunaj tečeš, notri tečeš, kje tečeš? Če tečem zunaj. V bistvu, če kar takole direktno povem, v zadnjem letu in pol sem prešla eno tako kar kalvarijo nekih poškodb in vsega tega, tako da lansko zimo sem skoraj da celotno preživela na turnih smučeh in pa na
trenažer na kolesu. Letos sem pa z decembrom se vračam nazaj tudi v tek in tako je, pokombiniram tek ali kolo, s čimer kolo zdaj več ali manj kar naredim doma, noter, zaradi tega, ker je zunaj pač mraz. Je pa tako, no, trenutno oziroma z koncem te sezone sem začela, oziroma to sem že prej, no, ampak ponovno trenirati po kolesarskem planu, in sicer Marko Polanc, mogoče tisti, ki so v kolesarskih vodah, ga malenkost bolj poznajo, oče našega Jana Polanca. On je mi že v bistvu napisal plan, kadar sem bila poškodovana, ker kako se reče poškodovanemu tekaču, kolesar. In imava že zgodovino tega, da mi je pisal plane in pač tudi zdaj, ko sem ponovno imela eno stres frakturo, mi je on pisal kolesarski plan in dejansko, še do zdaj, nekako ta njegov plan, vsak mesec pač na novo, ampak ostaja. Tako da v bistvu zdaj treniram, po zimi tudi kolesarji ne kolesarijo toliko zelo. Tako da nekako pač po tistem planu se malo vseeno tudi pač pokombiniram s tekom. Je pa tako mogoče najbolj tako konkretno, en dan tek, drug dan nekaj drugega, edino ob vikendih pa ponavadi kar oba dneva tečem. Tako da ja, preplet različnih športov. Ja, priznam, da letos nisem še turno smučala, sem pa tekla na smučkah, no, tako da tako. Izčrpno si danes že tekla morda? Sem. Perfektno, povej več, koliko si odtekla in kam si tekla? Danes sem bolj eno tako za glavo, pa bolj kot neki stek, ker sem za vikend, ne bom rekla veliko, ker po mojih merilih to še vedno ni, ampak pač glede na vse okoliščine ne smem preveč, tako da za vikend sem oba dneva kar bolj trejlala, danes sem šla pa samo na Polhograjsko grmado. To je iz vasi Dvor, ena pred Polhovim Gradcem, to je v bistvu tako, no, kako bi to rekla, ta Polhograjska grmada je mogoče tudi razlog, zakaj se ukvarjam z gorskim tekom. Je pač neka taka, simbolično mi pač zelo veliko pomeni. Je pa, ne bi pa rekla, da je to gora, na kateri sem največkrat bila, tukaj bi sigurno kakšna Kriška jo prehitela, ampak mi pa je ljuba, ker je pač taka, ni dolga, vse skupaj je gor dol, manj kot eno uro, koliko je, malo več kot 500 višincev, pa je pa še nekaj kilometrov, tam okoli 8 kilometrov vse skupaj narediš. Je pa tako, da ima strmino, ima tekaški odsek in ima skyrace odsek, vse ima, mislim, tako je taka, fajn, no, priporočam komurkoli v tistih koncih. Vem, da obstaja celo ene vrste neformalna tekaška skupina, ki se reče Grmadarji in se dobiva, mislim, da v četrtkih, če se ne motim, ali pa v torkih. Tam v tistih koncih, ja, pa dela nekaj podobnega kot ti, morda zadeve malo podaljša, ne, pa se usedejo dol še v gostilni, ja, in veliko trejlajo pol te fantje in dekleta, pa še kaj drugega počnejo, tako da ja, Grmada je kar razvpita in zdaj si še ti jo tako lepo poreklamirala, jaz sem bil tam enkrat, samo pa še to nisem, mislim, da sem šel iz Katarine, smo šli z otroki tja, majhen kuceljček, ampak kot praviš, zelo zanimiv. Ja, za skyracer je tudi poligon za trening, bravo. Polhograjci so na splošno, bi rekla, da sej tudi jaz, Grmada je pač tak namesto izteka, zdaj, če grem kaj več, komu takoj podaljšaš pol na Torč, pa greš sam tja pa nazaj, pa narediš v redu trening, drugače pa lahko tudi kakšne te krožne, po Polhograjcih jaz jih pogosto prakticiram in bi rekla, da dobra priprava na katerokoli težko tekmo, ker so psihično, ni najbolj simpel, no. Se kar ne neha.
vzpončki in spustki in zelo strmi vzpončki in ja, je kar razgibana in meni so ful všeč, no. Če grem tudi za dolžine, jih grem zelo rada, tako da še malo No, reklame. to je to. Evo, to je to, povedala si, kje se kali, ja, ta talent, ja, Dominike Zupančič Valan, spoštovani, spoštovane. Seveda jo poznate, ker ste njen intervju že prebrali v reviji Tekač, pa sicer jo tudi spremljate že nekaj let, verjamem, da na socialnih omrežjih, mogoče malo manj, ker ne objavlja veliko, sem pa tja, kaj na Instagramu, pa kaj na Facebooku, ampak dovolj, no, da zbudi vašo pozornost, saj mojo je, zato je tudi moja gostja, gorska tekačica, to ste že ugotovili, specialistka za Sky traile tudi, sicer pa teče za Salomon, kar ste morda tudi že ugotovili s pozornim očesom. Stara je 25 let, čeprav pravi, da je že prestara za kolesarsko kariero, resno, pa vendarle na kolesu pobira tudi kakšne stopničke na kolesarskih vzponih in dirkah, tekaških stezah pa tudi zmaguje, je reprezentantka v gorskem teku, je državna podprvakinja, pa zmagovalka tekme v Italiji. Lansko leto je bila v Avstriji na KAT 100, druga na Speed Trailu, pa še kaj bi se našlo, kaj bova še privlekla ven iz naftalina, sicer pa se je v mladosti ukvarjala s konjeništvom, tako to je že omenila, v prostem času pa, to je mogoče ena bolj zanimivih stvari, o katerih bi te rad izprašal, se ukvarja z modo, ja, s kreiranjem, ja, tudi svojih oblačil, zato je njen Instagram profil nekaj posebnega za tekačico, bom rekel tako. No in še za piko na i, vsi veste, kaj je DOS, dirka po Sloveniji, Dominika je v organizacijskem odboru. Tako da tem izhodišči imamo cel kup. Dominika, kje začneva, morda kako si kot mlada smučarka, tvoja mati je bila smučarka, pa potem iz smučanja prišla v konjeništvo. Ja, to je bila tudi zelo velika ljubezen moje mame s konji. Ampak tukaj, ja, mogoče je ona to v samem štartu zakuhala, ampak jaz sem zelo hitro v to padla, no, kako naj to rečem, ampak je v bistvu že s konji sem od vedno odraščala, tako kot je bila mogoče smučarija zimski del leta, so bili konji poleten. In v bistvu tudi to sem prej jahala kot hodila, že od majhnega sem v bistvu na Primorskem, blizu Ajdovščine je tudi moja mama jahala. Potem sem pa v bistvu, ko sem bila stara tam nekje 9-10, šla v konjeniški klub tukaj v Ljubljani, v Stožicah, kjer sem z Ljubljane doma, ker je bilo to bistveno lažje, kot se voziti vsakič na Primorsko. Nekako s konji sem se nikoli na prvem mestu nisem nikoli imela nekega strahu. Druga stvar je pa še to, da je mene ta šport sam po sebi zelo hitro na nek način okupiral. Saj tudi kasneje me je na podoben način tek. Ampak ja, v tistem času, v najstniških letih sem potem začela tekmovati s konji. To mi je omogočala moja mama, ker vsi vemo, da je konjeništvo kar zelo drag šport. In ja, v bistvu tudi tam sem tekmovala na mednarodnem nivoju v preskakovanju ovir. Tudi dresurna državna prvakinja sem bila, ampak v bistvu tista stvar, ki je mene najbolj veselila, je bilo preskakovanje ovir. Potem pa pač v bistvu, kako naj to rečem, moja pač življenjska pot me je popeljala do tega, da sem s konji mogla zaključiti. Namreč moja mama je, ko sem bila stara 15-16, umrla zaradi raka. Imela je raka trebušne slinavke in pač tako je, v osnovi je bilo mogoče glavni razlog to, da si jaz sama naprej nisem mogla konjev financirati. Potem sem pa potem sem to še do svojega 18. leta sem to še vedno nekako pač delno s pomočjo družine, delno pač s tistim denarjem, ki sem ga imela, sem to uspela financirati, ker sem v bistvu ostala sem sama z 2 konjama. 2 konja, v tistem času je pa to, no, tam, da rečem, cirka 800 € na mesec.
Za vzdrževati, ja, samo vse. vzdrževanje. Zdaj, če si ti hotel tekmovalno, tekme so pa še zelo bolj drage. Ali kako ne. Pa, da ne bom preveč tukaj okoli številk, meni je bilo konjeništvo kot sam sport. Jaz sem noter padla, jaz nisem imela nobenega strahu. Imela sem tudi potem na koncu enega mladega, na začetku žrebca, potem kasneje kastrata, ampak bil je malo žleht, tako da tudi z njim sem si pridelala eno tako zelo težko poškodbo, ki me mogoče še danes malo zaznamuje, oziroma na videz sigurno, ampak drugače načeloma sem lahko o tem malo kasneje. No, ampak v glavnem s konji sem se potem, ko sem se vpisovala na faks, zaključila. Pa ja, delno iz vseh teh finančnih razlogov, delno pa tudi zato, kot ideja zdaj na faksu bo pa treba majčkeno več časa posvetiti učenju. Konji so pa sigurno ena stvar, ki ti vzame zelo, zelo veliko časa. Tako da minimalno 3 ure na dan je šlo in v gimnazijskem času to ni bilo toliko zelo problema, potem pa sem mislila, da mi bo vzelo kaj več časa na faksu, ampak no, kakorkoli, s konji sem potem zaključila. Nekako sem se razumno odločila za nekaj takega, ker sem tudi sama po sebi mogoče si želim biti tako, želim se iti nekaj profesionalno. In če bi se želela iti s konji profesionalno, bi mogla biti vsaj zelo dobro finančno preskrbljena, kar pa nisem v tistem času bila, niti zdaj še nisem. Tako da se je ena taka, kako postati s konji milijonar, tako da začneš kot bilionar. To je tisto, ja. Kako postati milijonar, daj mi 10 milijonov, pa ti bom povedal. Ja, pa jih bom 9 zapravil, pa bom postal milijonar. Tako da, ja, konji, mislim, poznam družino, kjer je hčerka podobno navdušena nad konji, pa to dekle praktično vse popoldneve preživi tam v tisti štali, pa s tem konjem in tako naprej, praktično nič ni doma. Sicer sem se pogovarjal z materjo, potem pa je dejala, da je vendarle, mislim, jaz sem rekel, ni to že malo prehuda, preveč, ne? Je rekla res, na eni strani, na en način jo šola praktično ne zanima, jo konj okupira praktično ves čas, ne? Tako mentalno kot z nekim veseljem in tako naprej. Po drugi strani pa rekla, ja, pa ima nek odnos, ne samo do živali, tudi do sebe, tle je treba biti odgovoren, tle je treba pač skrbeti, rekel, za živo bitje, tudi za sebe in tako naprej. Kaj je tebe recimo naučilo to konjeništvo, že tako v mladih letih? Sem govoril z veliko gosti, ki so pač šli v atletiko, pa so trenirali od malih nog, pa šli v kolesarstvo, pa v različne športe, ampak to je drugače, ne? Starši te peljejo na bazen, pa plavaš, pa te peljejo na štadion, pa laufaš in greš domov in ješ in spiš. Tule pa kar naenkrat ti je zaupana taka velika plemenita žival. Daj mi povej malo več, ker me zanima me tudi odnos recimo človeka z živaljo, ali pa majhne punce, pravzaprav živaljo, ki mora paziti na veliko stvari, se veliko stvari naučiti o sebi in na koncu tudi o tem konjskem prijatelju. Mogoče to najbolj res, ta neka odgovornost, pa ves ta čas mogoče nazaj še to. Tudi pri meni je bilo tako, da ni ga bilo popoldneva, ko ga ne bi preživela tam. Vikendi, to sem po cele dneve bila tam. Pač, to mi je bilo eno tako, pa ne, da tam je ves čas delo, ne, to ni, to je pač, no in mogoče ena stvar je tudi to, ne, kljub temu, da so tam relativno dobro situirani ljudje, jim ni problem prijeti za vile pa skidati tam nek gnoj ali pa pač konje, čistiti, karkoli. In mogoče že samo to, ta delavnost, marljivost, hkrati pa še vedno odgovornost, zaradi tega, ker konj je še vedno ena velika 600-kilska žival, ki pač ti si zanj zadolžen. Ti konja ne moreš pustiti en dan, pa da je tam sam zaprt v svojem boksu, ker prvo kot prvo
ni prav iz njegove strani, hkrati pa tudi ti, če ga boš šel naslednji dan ali pa mogoče čez 2 dni jahat, obstaja zelo velika verjetnost, da bo imel konj toliko velike energije, da lahko pride pač do kakšnih neumnosti. Tako da je mogoče predvsem ta neka odgovornost, ker pač še vedno si odgovoren za neko živo bitje, ne. To je tako pač, ko greš ti na nek šport, jaz tiste umazane čevlje, jih bom pa jutri spucala ali pa čez 3 dni. Tukaj to ni, ne. Tukaj žival je živa, poskrbeti je treba za njo, nahraniti jo je treba, očistiti jo je treba. Tako da to ti zelo veliko delovnih navad da. Hkrati tudi neko rutino, ker pač v bistvu se dan za dnem se vse skupaj na nek način ponavlja. In pa še to, da kljub temu nek tak, vsaj v tem tekmovalnem konjeniškem športu, neka ta še vedno, čeprav si ti veliko časa pri konjih, veš, da morajo tudi ostale stvari štimati. Vsaj pri meni je bilo vedno tako, da pač šola je bila še vedno na prvem mestu. To se pravi, lahko sem zapravila ne vem koliko časa tam pri konjih, če so pač ocene bile okej. In nekako se mi zdi, da neka mentaliteta še vedno tudi pri ostalih je, no, ne vem. Tako da, neka ta pridnost. Tako, mogoče je to tudi bil razlog, zakaj sem potem prišla v tek. Namreč vajena sem bila pač vsak popoldne nekaj početi, ne, neka ta rutina, nek trening. Konec koncev tudi trening konja ni daleč stran od, ne vem, normalnega tekaškega plana, ne. Tudi konj trenira po planu, in pač temu slediš in v bistvu sem zamenjala pač samo šport. No, nekaj me zanima v bistvu, ko greš teč, si pač odvisna sama od sebe in na vse napake, ki jih narediš, lahko pripišeš sebi. Medtem ko tule sta pač dvojec, ki, bom rekel, pri preskakovanju ovir je vloga obeh zelo pomembna. Lahko ti narediš napako, tudi konj in tako naprej. Mislim, kako najti to sinergijo? So to neskončna ponavljanja, moraš začutiti žival, je to kakšna druga povezava? Daj mi mogoče malo tle več povej, najbrž tudi vsak se z vsako živaljo ne more pokonektati, rabiš nek čas, da prav najdeš to skupno energijo, s katero potem, ne vem, čutite en drugega, da delata prave stvari. Ja, bi rekla, da zelo pogosto je tako, da kakšen jahač reče, to je pa konj tvojega življenja, tazga pa ne bo več. Tako da sigurno neka ta povezava med konjem in jahačem more biti, sploh pri kakšnih zelo dobrih konjih. Je pa tako, v osnovi eno in edino je znanje. Neko to znanje jahanja, nekih osnov, čeprav izgleda, da pač več ali manj večino stvari naredi konj, kar je tudi sigurno v neki meri res, je še vedno tudi konj, noben konj ne bo šel kar sam skočiti tiste ovire. Poleg tega na tisto oviro je konja treba pravilno pripeljati, da pride na korak, da je pač vse tako, kot je treba. Tako da v osnovi bi rekla, da še vedno znanje je na prvem mestu. Drugo je pa pač še vedno to, da ti se moraš zavedati, da konj je 600-kilska žival, ki je vsekakor močnejša od tebe. Mi pa smo od njih pametnejši. To se pravi, moramo znati z njimi delati. To velja tako za takrat, ko jahaš in takrat, ko delaš z njim. To se pravi, konj bo vedno močnejši od tebe. Ti si pa lahko spretnejši, pametnejši, znaš pač narediti tako, kot je prav. Tako da je pa še vedno do neke mere konj tudi neka taka terapevtska žival. Zaradi tega, ker ti, ko greš na konja, če nisi glavo pri tistem, če razmišljaš o drugih stvarih, prvo kot prvo, konj bo to začutil, drugo kot drugo pa lahko pride do kakšnih težav v primeru, da se karkoli ustraši ali pa karkoli. Ampak je pa to, da konj zelo dobro začuti. In če si prestrašen in če nisi z glavo pri tem. In bo to znal tudi marsikateri zelo dobro izkoristiti. Tako da treba je v bistvu imeti zelo veliko spoštovanje do konj, potem pa nekako pač neko sodelovanje pride s treningom zelo veliko.
bi morda kakšno usporednico vse lahko potegnila med športoma, s katerima se zdaj ukvarjaš, recimo z gorskim tekom, pa s konjeništvom, kaj pa je njima skupno, tako recimo? Mogoče bi rekla predvsem ta neka vztrajnost. Sicer je tako, da v bistvu, kar se tiče neke telesno, sigurno sem prešla iz enega športa, ki fizično ni tako zelo naporen. Bi pa pač rekla, da še vedno te neke malenkosti, je pa tako kot pač vsak šport, ne, še vedno trening, vztrajnost, pridnost se ti na nek način poplača. Mogoče pa najbolj tako zdajle, ki mi je padalo v glavo, je pa to, da je oboje zame zelo terapevtsko bilo. Tako da, No, mogoče, vprašanje, na tem mestu, pa nočem te spraviti v zadrego, ampak vendarle ne morem mimo tega, mlada punca, mlado dekle izgubi mati sredi najstniških let, to je bilo zate najbrž stvar, ki te zaznamuje za celo življenje, ne? In ti si se, na kaj si se uprla, no, pa tam nočem drezati v neke ne, se ni problema. rane in tako naprej. Ja, ampak recimo, me zanima predvsem iz tega, ker je še kakšno dekle tam zunaj, ki se morda nima se česa uprijeti, ti si se, ne vem, uprijela športa, si se uprijela ljudi, mogoče čisto na kratko še o tem, no, da... Ja, v bistvu tukaj bom pa kar povedala, no, da brez, pa ni nujno, da konjev, ampak tistih ljudi v tistem času, ki so bili pač konjeniški svet, bi mogoče lahko pri meni se marsikaj razvilo drugače. Namreč jaz sem takrat zelo aktivno tekmovala, ko je moja mama zbolela in sicer to je bilo, jaz sem bila stara 15 let spomladi, nekje april, maj, in v bistvu v pol leta se je nekako vse tako obrnilo, da njej ni uspelo. Moja mama je umrla konec oktobra 2015 in takrat sem v glavnem, mogoče neka vsa ta rutina, da sem se zamotila, me je zelo dobro, ne bom rekla, da me je rešilo, no, ampak me je res na neko pravo pot popeljalo. Hkrati pa tudi prijateljice v tistem času, ki so še zdaj moje zelo dobre, so se zelo tudi eni prijateljici, ki sem jo pač v konjeništvu spoznala, mi je takrat v bistvu tudi ko je moja mama umrla, me je v bistvu kar v istem, praktično naslednji dan sva šli k njej na vikend v Lucijo in sva jedli sva juho iz vrečke in počeli nič, pač samo, da nisem o tem razmišljala. In pač ona je bila del konjeniškega sveta. Hkrati je bilo pa to tudi sredi šolskega leta, zame se je v glavnem življenje, kljub temu, da je prišlo do tega, še vedno je šlo naprej. Konji so bili, šola je bila in vse to me je v nekem takem ritmu ohranjalo in mi je pač, lahko bi rekla, da mi je pomagalo. Sem pa, tako no, potem, ko sem s konji nisem nehala še takoj, ne, še nekaj časa, je pa bilo tako, da konji so mi dali kmalu zatem, v bistvu 3 mesece po tem, ko je mami umrla, je mene še ta moj konjič brcnil v glavo. V bistvu tako nekaj se je prestrašil ali kakorkoli, malo je bil žleht in me je z zadnjim kopitom zadel v sprednji del in sem imela zdobljeno celotno zgornjo čeljust, izgubila sem 4 nekaj takega zob, umetna koma, v glavnem kar zelo velika poškodba. In potem tudi, 3 mesece mojega življenja je bilo tako, no, da se jih praktično ne spomnim, ampak ob meni so bili, je bilo zelo veliko prijateljev in tam sem tudi najbolj spoznala, da so tako, no, prijatelji neka družina, ki si jo izbereš sam. To so bili vsi neki odgovorni ljudje z delovnimi navadami in to me je nekako tudi
mi dajali motivacijo tudi za naprej, hkrati seveda tudi pač sej tako, no, ko se ti nekaj takega zgodi, mislim, da jaz sem takrat razmišljala samo tako, saj sta samo dve opciji. Ali, če lahko rečem, zabluzim, ali pa pač ne, se pa trudim. Jaz vem, da je moja mami delala zelo, zelo veliko za naju oba z mojim bratom in res bi bilo nesmiselno, da bi zdaj vse to šlo v nič. Konec koncev je tudi ona s tistim svojim rakom borbala, tako kot si noben zdravnik ni mislil in zakaj bi šel njen ves ta trud tako pogobe, če lahko ni tako. Tako da v bistvu nekako pač neka ta pozitivna mentaliteta, ljudje, ki so me obkrožali in pa konji, ki so me zamotili, to je bil tisti dneva, ko sem lahko odklopila glavo in pač na nek način mi je to vse skupaj me popeljalo do tega, da ni bilo tako zelo grozno, kakor bi lahko mogoče bilo. Je pa tako, no, da se to potem z leti še vedno, sej se še zdaj občasno tako pride kaj in tak flashback, ampak pač sej. Splošno bi pa rekla, da sem zelo hvaležna za vse tiste okoliščine, ki so bile v tistem času. Mislim, izjemna, tragična zgodba, ja, vse to se ti je zgodilo v zelo kratkem času, iz tega si se izvlekla. Iz podlag, ki si jo prej imela laže s prijatelji, praviš tudi tvoja filozofija, osebnost, očitno sta pomagali pri tem že prej, da si tudi zdaj v tem športu, ki si ga našla, po naključju pravzaprav, ne, hodila si malo hrib na to že prej omenjeno Grmado, vedno hitreje, mislim, si mislila, da boš postala gorska tekačica? Ja, tukaj pride pa mogoče še ena zelo pomembna ženska mojega življenja, žal bo spet premenila za rakom 2 leti nazaj, in sicer to je bila pa partnerka od mojega očeta, ki me je nekako peljala v ta gorski tek v smislu, pa daj poskus, saj ti bo ratalo. Sama je sicer tudi ta Grmada, no, s katero sva začela, to je bil prvi hrib, na katerega me je ona peljala in prvič vem, da sem tako klela, ko sva tisto strmino plezali, ampak ja, tako v bistvu, če tako rečem, vprašajo me, zakaj tek. Pa v bistvu, ne vem, to je prišlo čisto iz mene in neka taka, vedno rečem, ni ga hujšega, kakor ko grem v klanec, to mi je res težko, ampak ko pridem pa gor, je pa nagrada. Ali pa že samo to, da rata malo manj strmo, da malo zadiham, je že bistveno boljše. In ne vem, tako sem začela, ne. Zelo veliko pri temu je bilo tudi moj kuža Porše, ki je vedno šel z mano in to njegovo veselje, ta njegova energija, nasmejanost, on je vedno tak srčen kuža, no, in pač z njim sem hodila in ja, potem me je ta moja, če tako rečem, mačeha Barbie, partnerica mojega očeta, rekla pa poskus, poznala je tudi, živela sta pod Šmarno goro, tako da je poznala Boštjana Novaka, ki tam spodaj na ob policijski akademiji trenira, in me je nekako to, ne bom rekla, predstavila mi je to vse skupaj in jaz sem to kar zelo zagrabila. Rekla pa bi, da sem zagrabila lih iz tega, ker pač nekako sem bila vedno vajena neke prostočasne dejavnosti, nekega športa in potem je pač prišlo tako eno z drugim, moja trma, vsekakor, moja vztrajnost, vzdržljivost, me je pač pripeljala, da sem zelo hitro, zelo veliko dosegla, mislim, zelo veliko, to vzamem nazaj, ampak pač, da sem dosegla nekaj lepih rezultatov, bi pa rekla, da zelo hitro sem dosegla, potem pa me je tudi zelo hitro moje telo opozorilo, da včasih tudi ne gre. Tako da, ja. Omenila si cel kup lastnosti, morda si izpustila eno, pa mi razloži, si tekmovalna po naravi? Neverjetno.
Zelo. To je podatek. Rabiš najbrž, to je to mal killer instinkta, mal tekmovalne žilce, da uspeš v športu, ki je praktično eno samo trpljenje vse čas. Tekmovalnost in trma. Trma na vseh življenjskih področjih, ampak nekako, kaj pa vem, no, sej mogoče je tudi to sem že prej rekla, konjeništvom sem mogoče največji razlog, zakaj sem zaključila, je bilo to, ker sem videla, da ne bom mogla biti konkurenčna. Tam je zelo veliko odvisno od denarja in pač tega nisem mogla. Zdaj v teku je pa to, je pa tako, da še vedno, kadar pridem na tekmo, nikoli ne rečem, zdaj bom pa tega niti ne premagala, ampak niti držala ali pa kogarkoli pač tako, da bom tekla z njim. Jaz grem svoj ritem, svoje, potem bomo pa že videli, kako bo na koncu. Tako, no, zelo velik je pri meni glava. Tvoj prvi uspeh, ki si ga spomniš, pa je dejansko naredil tvojo trajektorijo potem na gor oziroma ti tebi dal potrditev, ker najbrž si tudi kar dosti zahtevna sama do sebe, po vsem, kar si zdaj povedala, imaš tudi zase kar visoko letico postavljeno. Kateri uspeh, recimo nek tekmovalni v gorskem teku, ko si začenjala prve sezone, pa je bil tisti, ki ti je dal potrditev, ok, nekaj pa bo z tega. Dva sta mi zdajle padla v glavo, in sicer to je bilo v sezoni 2022. In sicer mislim, da tek na Rakitovec, kjer sem bila takrat na državnem prvenstvu četrta, hkrati pa mi je dal ta tek vstopnico na evropsko prvenstvo na La Palmi. Potem pa drugi, no, je pa mislim, da je bilo tudi v tisti sezoni, je pa tek na Črnoprst, kjer mislim, da je še zdaj moj čas tretji ali pa četrti v zgodovini tega teka kot najboljši, 1 ura pa 2 minuti. Takrat me je, v bistvu že takrat sem se, razlog, zakaj sem tisti tek verjetno tako dobro tekla, je bilo to, da moje evropsko prvenstvo na Kanarcih takrat tisto leto je bil en tak velik poraz. In sicer takoj po teku na Rakitovec, tisti tek je bil mogoče vrhunec, potem je šlo pa nekako počasi malo vse skupaj nadol, zaradi tega, ker sem imela zelo veliko pomanjkanje železa. In ker se s tem še nisem toliko zelo dobro, kaj bi rekla, ukvarjala, sem na evropsko prvenstvo prišla popolnoma izčrpana in izpraznjena, pač slaba. Tako da tisti rezultat mi res ni v ponos in vse skupaj me je mogoče tako malo motiviralo, da zdaj se pa moram skupaj spraviti. Takrat sem potem tudi nekaj časa eno tako pavzo naredila, pa infuzija je prišla. Potem sem pa itak po infuziji, ker je to doping en mesec vsaj, oziroma tako že takoj po evropskem sem jo dobila. V glavnem tako je bilo, da druga polovica sezone sem pa potem zaštartala malo bolj zares. In tista Črnoprst mi je bila en tak samo pozitiven feedback, da je okej. Potem takoj za Črnoprstjo v tisti sezoni sem šla pa še v Švico na eno UTMB tekmo v Crans-Montano, tudi tam sem bila druga. In to bi rekla, da so bili tisti začetki, ki takrat me je prijel in sem vedela, da ne bo več poti nazaj. Mene bi tudi prijel, če bi šel na evropsko prvenstvo, v svoji prvi resni sezoni, pa ima še koga. V glavnem talent, neki talenta je, poleg vsega, kar si povedala, vendarle je neki talenta za vzdržljivostne športe, moraš priznati, to ti je že kdo rekel najbrž oziroma te analiziral? Se pravim, pri meni je šlo, bom kar tako iskrena, zelo hitro na gor, je pa potem lansko leto šlo kar precej nadol. Je pa tako, da so se te znaki pri meni, je bilo mogoče to pomanjkanje železa zdaj tak prvi red flag, da v bistvu kljub temu, da je vse šlo super, ni bilo čisto vse super, ker sem bila zelo suha in vsekakor za gorske tekače je to spet so tudi še precej bolj suhe, ampak
Ja, pač izčrpavala sem se in čeprav sem izredno vzdržljiva, sem pač časoma sem potem do lanskega leta uspela kar zelo dobro izčrpati. Tako no, sej ne rečem, da sem edina, no, mislim, da je v tem športu to kar zelo pogost pojav. Tako da ja, pač zdaj se bom potrkala, no, ampak upam, da vračam nazaj in malenkost pametnejša in malenkost bolj zdrava. Ker ni vse to, kar blesti, je marsikaj vzadej, kar ni najbolj okej. No, če so že odprla to temo, pa dajva še kakšno reči o tem, da so pač ne samo atleti in gorske tekačice, pa sploh se vendarle za v hrib morajo biti še lažji kot za na stezo, so vse suhe, presuhe, da so vse anemične, je skoraj da že standard, da je amenoreja nekaj običajnega pri teh puncah tudi, mislim, ampak to je tako sprejeto vse skupaj, pa veliko se govori o motnjah hranjenja in vsem ostalem, pa vendarle, ali se kaj premika na tem področju, ne vem, ti si bila v sredi tega športa, ti si bila na evropskem, pa na svetovnem prvenstvu, med dekleti, ki so odlična, ki morda niso najbolj zdrava. Daj mi, prosim, mogoče tvoj pogled, oriši vse skupaj, je to res, bom rekel, epidemija ali pa prisotno tako, a se to naslavlja na en način, se to rešuje, je možno sploh, da dekle, ki ima normalno težo, pa normalne krvne vrednosti in vse ostalo, je sploh konkurenčno na nekem, rekel, mednarodnem, kaj šele, ali pa lokalnem celo prostoru. Ja, tukaj, da najprej tole ta zadnje odgovorim. Ja, je, to vsekakor je možno. Tudi imamo kar nekaj deklet je vzornih. Mislim pa, da tukaj glavni problem je to, da se zelo na nek način še vedno podpira to, da so dekleta tako suha. Včasih mogoče še bolj to, da če kakšna dobi kakšno kilo, je to takoj tudi zelo opaženo. In tukaj jaz mislim, da itak v osnovi ponavadi ne pride samo problem iz zunaj, ampak pač težava je že v naših glavah. Pa ne bom nič govorila na splošno, pač lahko povem iz lastne izkušnje, ker res nočem kogarkoli, da ga karkoli pač vsak počne po svoje. Ampak pač tudi iz lastnega vidika sem videla, da ja, tudi sama si želim, kot sva že mogoče prej kaj omenila, sem perfekcionistka. Vedno si želim biti najboljši in dam zato vse od sebe. In menim, da je tako tudi pri ostalih dekletih. In če je to price to pay za biti dobra, ali pa obratno, lahko pa tudi, da je tudi želja po tem nekem suhem telesu in je pač ta šport samo super stvar, zaradi tega, ker dejansko zelo hitro gre nekako vse skupaj nadol, ker pač še vedno je kar zelo naporen. Tako da druga stvar pa se mi zdi, da je še to, da se mogoče v medijih, da se ta še vedno, ko so maratonke, pa tudi ostala dekleta v gorskem teku, se jih še vedno tako, kot da je vse okej. Ampak zgleda kot obešalnik, je pa tam na neki naslovnici ali pa na karkoli pač v nekem postu in jo pogledaš in pač to ni prav, in da se to hkrati potem še strani in medijev in podpornikov, da se to podpira in da ni enega, da bi rekel, poslušajte, to ni v redu in tudi ni lepo, ni, ne vem, saj pač po večini vseh to res ni lepo in priznam, sej tudi zame je bil zelo dolg časa neko merilo to, da pač moram biti suha, da bom lepa. In tako pač menim, da bi lahko bilo tudi v ostalih primerih in vse ta že lastna, da veliko zahtevaš samo od sebe, potem pa še vsa ta podpora in še hujši, kakršenkoli komentar, da se je nekdo karkoli zredil, je to pač najslabša stvar, ki jo lahko oseba sliši. In to pomeni samo še pot v slabše. In mislim, da se s tem ne ukvarjam oziroma ne govorimo zadosti.
in da so še vedno na nekih vodilnih pozicijah nekateri z neko zastarelo mentaliteto, ki to še vedno gojijo. In pač, ja. Zdaj mi pa ti povej, no, ki si bila v tem, pa se zavedaš problema, si ga začela reševati, ga rešuješ, si ga rešila. Povej mi, kako se pa izvleče, ne? Kako se pa, praviš, podporno okolje pravzaprav v tem športu niti ne obstaja, to zadevno vsi raje malo preč pogledajo, suha dekleta so tista, ki zmagujejo, ergo so dobra, ergo so na naslovnicah, dobijo denar, torej, če hočeš biti v ekipi, boš morala biti suha, če nisi, očitno ne zmaguješ, pokaž mi eno, ki pa ni suha, pa da je zmagala, ok, ni jih, torej, a ne, ti spadeš takoj, kako pa se dekle, kot si ti, lahko potem obdrži sploh, ne da zapusti ta športa, ne, ki perpetuira vsakodnevno, skoraj da gleda na kalorije, pa matra in tako naprej. Kako se praktično, kako svoje telo ohraniti, izboljšati, pozdraviti, pa biti še v tem športu na en način zelo konkurenčna. Mogoče bi tukaj to, kar bom povedala, mogoče sploh ne velja samo za to področje, ampak jaz mislim, da če se ti za eno stvar, ki se jo boš začel ukvarjati, ali je to šport, ali je to se spraviti v red, mora priti to najprej iz tebe. Neka notranja motivacija ok, sej potem s pomočjo dodatnih zunanjih motivatorjev bo to še lažje steklo, ampak dokler se ti sam pri sebi ne zaveš, to ni prav, ali pa sej v bistvu pa ni nič narobe, če imam nekaj kil več, ali pa mogoče sej v bistvu pa je lahko boljše, da je to samo v moji glavi in da v bistvu tako, kot sem zdaj pridna v tem, da pazim na te svoje kile, sem lahko tudi pridna v treningu pa pravilnem jedenju. In pač to bi rekla, da je najbolj. Zdaj, tukaj vsekakor ni recepta. Vsak ima svojo zgodbo, vsak bi rekla, da tudi, ali pa vsaka ima neke travme, ki so v bistvu podlaga za to, ali pa mogoče ni prav, da rečem travme, ampak pač neke izkušnje, življenjski vzorci, kako so odraščale. In mogoče se poskušajo na tak način dokazati, ampak prav je, da vejo, da so dovolj, tudi če niso tako, oziroma da so tako še boljši. In Izvoli, kako bi pa, se pravi, sama si se uspešno izvlekla, si zagrabila konja, podhranjenosti ali pa perfekcionizma v tem, da si sama sebe gledala kot moče predebelo, si zgrabila to, vrgla skozi okno, odjahala naprej, po domače rečeno, si uspela to pustiti za sabo, se še vedno boriš na en način s tem, ker to ponavadi ni tako lahko, kot reči, danes bom pa imel vodni dan v rečevalni dieti, pa gremo naprej. Ne, priznam, da verjetno tudi sama do nekega konca še nisem prišla. Pa se je vprašanje, če ga, prav bi bilo, da ga, ampak zdaj, to je res težko, no. Tukaj je res pomembno, ne vem, saj tudi pri meni je to trajalo, mogoče, da zdajle namreč znaki, vsi te so se, saj sem rekla, že 3 leta nazaj začeli kazati in marsikdo me je to tudi opozarjal. Ampak pač sem si mislila, ne, saj to ni res, ne, in zdaj itak, tako je, tako kot sem rekla, nobeno opozorilo od nekoga dobronamernega ne bo dovolj, ne, saj ti to slišiš, pa si rečeš, saj nima pojma, ali pa pač saj važno je, da jaz prav, ali pa še boljše to, saj meni funkcionira, saj tudi meni je bilo že takrat, ko sem v letu 22 imela težave z železom, rečeno, da ni okej, pa sem rekla, pa dobro, saj zdaj več jem, ampak to ni bilo dovolj. In to je drugače, kot iz lastnih izkušenj ne znam povedati, ampak mogla sem se
res krepko poškodovati, oziroma je bila ta poškodba, stres fraktura, ki je trajala 7 mesecev, pač neka taka dobra šola. Namreč stres fraktura je prišla zaradi osteopenije, zaradi tega, ker moji hormoni tako dolg časa niso bili v redu, da pač so se kostna gostota zmanjšala. In ja, takrat sem se pač mogla odločiti, kaj si bolj želim, ne. A si želim biti tako lepa in suha po mojih merilih, ali si želim biti dobra športnica. In pol takrat se mogoče čisto ena taka neka plitka, kot kaj si bolj želiš, je meni takrat mogoče še najbolj pomagalo. Pač zdaj se pa odloči. Je pa tako, da pač ponavadi je tako, da se moraš le na lastnih napakah učiti. Se mi zdi, da tak tip človeka, kot sem jaz, ne vem, če bi šlo drugače, kakor da bi se sama oranko pekla. Tako da tako je. Ne vem. Ja, izjemna zgodba. Zdaj, vem, da si v tem najbrž že govorila z marsikom in tako naprej. Verjamem, da se bo našla morda, ali pa ne vem, tudi kakšna punca, kakšna mladinka v reprezentanci in tako naprej, ki te bo poprašala, ali pa te že je za kakšen nasvet, za izkušnjo in tako naprej, ker so punce, ki so za tabo prihajajo in tako naprej, ki zna biti, imajo podobne težave, podobne izzive, pa se jih ne znajo lotiti, pa jim to morda ti s kakšnim nasvetom vendarle pokažeš kakšno pot, ne vem, no. V tem svetu tega športa, v katerem si, najbrž imaš, dosti komuniciraš tudi z drugimi, pa si ena tistih, ki je to zadevno, bom rekel, odprta, pa govori o tem, ne pomete tega pod preprogo, niti svoje, bom rekel, izkušnje, ne, kaj šele, da o tem ne bi govorila nasploh, no, tako. Ja, še vedno ja, mislim, da tukaj ni prvo kot prvo ni recepta, kako se tega lotiti. Jaz mogoče mislim, da najboljši je videti neko dobro prakso nekoga drugega, da pač zato pa tudi mogoče res najbolj o tem tako govorim, ker si res želim, da pač ne bi se kdo, ker vem, da sem zelo, zelo trpela v tem času. To je bil zelo težek obdobje mojega življenja. In se mi zdi tako grozno, že sama misel na to, da sem tako zelo trpela, ker sem imela mogoče v življenju prej že več priložnosti za trpljenje, ampak jaz sem bila tako zelo nesrečna. Prav zdaj, ker v resnici mi ni nič manjkalo, razen pač tisti moj šport in pa ja, konec koncev neko zdravo telo, do katerega pač sej ni bilo tako zelo, zelo grozno, ampak pri marsikateri pa je in še zdaj ne zna iz tega splezati in je pa to pač, ne vem, no, ne bi znala prav zares pomagati. Ja, prav je, da so o tem spregovorila, premalo se morda govori v resnem vrhunskem, tudi rekreativnem športu, če smo že pri tem, v športu, ki je v vedno mlajših selekcijah vedno bolj tekmovalen, če smo že pri tem, in za sabo potegne morda kakšne prakse, ki niso najboljše, no posebej ne za mlada dekleta, če smo že pri tem. Presedlajva zdaj vedno, ves čas uporabljam neke konjske asociacije, joj, ne vem zakaj. Ampak greva na tek, na gorski tek. Dominika Zupančič, valant, v katerem puščaš, boš verjetno pustila še velik pečat, pa rečeva tako, tvoje najljubše razdalje. Gorski tek, spoštovani in spoštovane, ja, je bistveno več kot tisto, kar govorijo zdaj o trailu. Preden je bil trail, je bil gorski tek. Ja? Preden so bili skyrunningi, so bili gorski teki gor, pa gor dol, pa preden so bili vertikali tako, ja, je bil tek na Črnoprst, ki je že več kot 30 let, recimo, ne? Preden so bili trail ultre, so bili gorski maratoni. Tvoja najljubša disciplina ali pa najljubše discipline, v katerih si se res najbolj našla? Je to gor, je gor dol, je to vertikal, je to skyrunning na koncu koncev? Ja, v bistvu prav na koncu koncev je prišel tudi do nekega tega skyrunninga. Sicer v osnovi gorski tek, disciplina gor, ali pa mogoče bolj vertikal, je še vedno zame neka osnova. Mislim, da vsak tekač, tudi ki teče daljše razdalje, bi mogel poznati tudi izkušnjo
gorskega teka. Gorski tek za moje pojme je še vedno osnova. Sploh pač, če se ukvarjaš s tem profesionalno oziroma tako, no, da posvečaš temu en del svojega življenja in energije in vsega skupaj. Tako da ja, nekako mogoče bi rekla disciplina gor oziroma vertikal in pa zdaj v zadnjih 2 letih ta nek kratki trail, oziroma ne, to še ni kratki trail, tam neka razdalja do 30 kilometrov, pa čim več višine. Namreč meni je, strmina je meni, tam sem najboljša, bi rekla. Bolj strmuje, boljše grem. To je v bistvu glavni pogoj, da se jaz odločam za neko tekmo. No, zdaj pa naštej, morda v zadnjih 2 letih tvoje 2-3 najljubše dirke, kjer si briljirala, pa so ti res ostale v spominu, pa se ti je vse poklopilo. Ja, tukaj bi mogoče najbolj rekla, da vsi ti moji reprezentančni nastopi, sploh tole evropsko in svetovno prvenstvo ma ne bom rekla sram, ampak res niso bili moji najboljši nastopi. Sem pa zato vsekakor prva stvar, ki bi jo rekla, je tista tekma v italijanskih Dolomitih. Ta prva, ki jo bom povedala, je Transpelmo, to je okoli gore Pelmo. V bistvu na tisto tekmo sploh nisem mislila, da bom šla, in je potem nekako splet okoliščin bilo, da je pisalo, da če imaš, mislim, da ITRA ali UTMB indeks več kot 665 ali nekaj takega, da pa te še vedno lahko sprejmejo. In jaz sem jim potem to na mail poslala, da bi se prijavila, in so me z veseljem sprejeli. Dobila sem še celo tisto številko za runnerja in sem štartala v prvi vrsti, in tisti dan pač se mi je vse poklopilo. Tisti v bistvu je bil Skyrun, tako da mogoče ne še pravi Sky Race, je pa bilo pač Dolomiti. Dolomite sem namreč vedno zelo rada zahajala s kolesom, to je sigurno 2-krat do 3-krat na leto grem tja kolesariti, no, in pač sem bila tako, no, zdaj moram pa sigurno probati še Dolomite laufati, ja, in tisto tekmo sem jaz takrat zmagala, suvereno, in tako res eno tako, to bi rekla, da je moja ena izmed tistih najbolj takih pomembnih tekem. Potem pa tam je bila res, in na to tekmo se me zdaj vsako leto povabijo in so zelo prijazni organizatorji, in se bom, če bo le možno, tudi letošnje leto vrnila. Tako, no, kar se pa, kaj bi rekla, še ena tekma mi bo po moje zavedno ostala v spominu, in to je še en Sky Race, in sicer v Nassfeldu. Nassfeld je namreč smučarski kraj, v katerega sem jaz skoraj da vsak vikend v mladosti prihajala smučat. No, in tisti je bil pa v bistvu kar tak za glavo in telo res naporen tek. Tisti pa je bil pravi Sky Race, ker tam, kjer smo mi tekli, so bili ljudje v samovarovalnem kompletu. In spomnim se ene fotke, se spomnim, ene zajle, pa si se spuščala po njej, ne vem kje, no, nekaj takega. Ja, tako, na tak način je bilo, in tista tekma je imela nekih 6 ali pa 27 kilometrov, pa 2 jurja 300 višincev. Meni je bilo, druga sem bila, ampak kljub temu, da se je šlo vse po planu, ampak prišla sem iz nje tako zelo izčrpana. Tako da tista tekma mi bo tudi še kar nekaj časa ostala v spominu. To je bilo lansko sezono. Letošnjo sezono sem pa, oziroma tisto je bilo predlansko, lansko zdaj. Lansko 24, ja, ok. Ja, mi je pa žal sem v bistvu ravno zaradi tiste poškodbe, ker sem jo tako zelo dolgo časa okrevala, je moja baza in moj zimski trening bil zgolj na turnih smučeh. To se pravi, da v resnici že sama neka predispozicija za sezono ni bila glih najboljša.
Vseeno sem pa šla v Dolomite ponovno, sicer to je bilo iz Kanaceja na Paso Pordoj, na katerega tudi zelo pogosto kolesarim. Je pa vsekakor tek, ki ga bom, ko bom v boljši formi, z veseljem ponovila. Naša Lucija ga je takrat zmagala in res je pa tudi tak, se tekaško vzpneš na več kot 3000 metrov in mislim, da je to tudi nek čarno. Bi se še vrnila. Je te 3000 metrov nadmorske višine že kakšna dodatna oteževalna okoliščina za dihanje, morda pa za mlečno kislino v mišicah? Ja, smo se pogovarjali o tem, pa bi tako mogoče rekla, saj trpiš tako ali tako. Ja, mogoče dejansko, da je težje, da je, kot da bi se dal v en tak slow motion, sploh tistih zadnjih 500 višincev. Ampak takrat, ko si na tekmi, greš full gas in pač o tem niti ne razmišljaš. Sem pa v bistvu mesec dni prej bila na nekih takih dopust pripravah v Livinju, kjer si v bistvu tudi na tam med Jurja pa pol in Jurja 800, potem pa greš trenirati više. Tako da neka taka osnova za to, kako je biti na višini, takrat sem jo že imela, no. Tako da, ja, pač je pa tako, mogoče to pri meni je tako, da jaz imam v splošnem kar zelo visok puls, ampak na višini se meni puls ne zviša, kvečjemu zniža. Ampak ja, no, tako da. Pa smo pri naravnih talentih. No, pa smo, evo, pa zdaj male skrivnosti velikih mojstrov, tega ne morete postvariti, spoštovane in spoštovani, lahko trenirate, lahko ste trmasti, ja, po naravi, ali pa se priučite tega, ampak to s pulzom, to pa nav šlo. Ja, to so pa naravne danosti, ki jih ima Dominika, bravo Dominika, res fajn. Zdaj mi ves čas razmišljam, a v Sloveniji sploh obstaja kakšen Sky Race? To mi povej. Ja, v bistvu ne, v bistvu ga nimamo, sicer mogoče, ne vem, od koga sem to že slišala, da bi ta Kriška gora trail bi bil že kar zelo primeren, no. Od vsakega drugega, ki je lansko leto na 20, prišel v cilj, ja, v Supeha, je bilo slišati to Sky Race hudiča, ne pa trail. Imaš prav, ja. Ja, in zato je razlog Kriška itak moj in tak, po mojem, res najbolj pogost hrib, na katerega grem in nobeno leto se ga še nisem uspela udeležiti. Letos prideš? Ja, prideš letos? In ja, vse bom dala, da bom lahko prišla. Trenirala bom in ja, je sigurno, če bo le možno, bom šla, ker je Kriška res ena tak moj skoraj da domač teren. Katera je najljubša pot na Kriško, no, še to? Ponavadi jo grem tisto, a je to mogoče ovčja, mislim, da je pastirska. To se pravi, štartam z Golnika, oziroma še malo tam, kjer pristajajo padalci, ponavadi, iz tam je štart, potem grem pa normalno do gozda, potem pa iz gozda namesto, da greš po tisti klasični avtocesti, grem po levi, oziroma tako, da pridem na tisto gozdarsko pot, ki potem pelje do, tako, ne vem, kako naj rečem, po levi strani, da grem na Kriško. Potem pa ponavadi. Ja, mislim, da je to ta pastirska, kako si reče, imaš prav. Po tej, majčkeno bolj položna je, vinek narediš v levo, potem zadnji del je malo bolj strm, prideš do hiše oziroma do vzletišča, prideš iz zahodne strani, tako. Ja, luštno. Po tej poti grem jaz velikokrat dol, tudi trail je speljan tam dol, pa potem zavije noter proti kamnolomu, tako da ja, dobrodošla, verjamem, da boš uživala tam. Je potem, ko se spustiš v Povlje in spet do polovice Stožice grižeš tisti del vertikala Stožiškega, ki res takim, kot si ti, paše in je pisan na kožo, tako da, ja. Sej, poznam tiste poti, tako da, če bo le možno, ja. Edini Sky Race, točno to, dragi organizatorji, organizatorke tam zunaj,
da v Sloveniji nimamo Skyracea, pravega Skyracea, ki bi bil tako tudi poimenovan, ja, je kar greh. No. Imamo trailov cel kup, pa tudi kakšnih gorskih tekov imamo dovolj, vertikali se najdejo, ni pa Skyracev. Tako da čakamo prvi pravi Skyrace, da naredimo državno prvenstvo v tem. Mogoče bi tukaj še zdaj lanska verzija, mogoče pobuda za Podbrčane, to se pravi v Podbrdu je tista, ki je bila včasih 27, zdaj je bila skrajšana na 20, ki gre v bistvu na Črnoprst spet, ampak po tisti maratonski, potem pa v bistvu direktno nazaj dol v Podbrdo, ne pa v Bačo. Huda Južno. Huda Južno, No, tako, in tudi tista ima kar krepko višnico, pa tudi tukaj kratka je, nekih 20 km, no, tako da tudi ta je mogoče, da bi skoraj da bila primerna. Čas bojo naredila že koledar Skyrace v Sloveniji. Ja, imaš poleg omenjenih še kakšno ljubo ti dirko v Sloveniji, na katero rada greš, ali pa imaš lepe spomine na njo? Ja, tukaj bi vam mogoče res lahko rekla, tudi v predlanski zimi sem namreč se vseh pripravljalnih tur udeležila, in sicer to je 30-ka od Vipave. Takrat sem v bistvu tudi tista tekma je meni na splošno tistih koncih so mi zelo, zelo ljubi. Jaz mogoče tudi tako, kot nek tak intermezzo rečem, jaz, ko bom velika, ne bom živela v Ljubljani, ali bo to Gorenjska, ali pa do Primorska, nekaj od tega bo sigurno. No, in zato tisti konci Primorska, tista tekma je skoraj da tudi meni, za moje pojme, kar na kožo pisana, ker ima tudi v bistvu kar precej višincev, 30-ka, ki gre, potem še tak krog se naredi, da se v bistvu najvišji vrh je na koči na Čavnu, potem pa sam še spust dol. Tista tekma je še nikoli nisem tekla, pa zelo, zelo si jo želim, ampak je vedno prišlo nekaj vmes, da nisem mogla. Zadnje 2 leti poškodbe, ja, no, v bistvu to je bilo vse. No, ja, vedno eno leto sem imela čisto eno tako neumno poškodbo, ki se je potem zelo hitro pocajtala, medtem ko lani sem pa pač bi bilo prezgodaj, da bi šla teč po tisti poškodbi, ki sem jo imela. No, tako da si pa ne upam trditi, da jo bom letos že uspela teči, no, ampak jo pa imam zelo tako v mislih. Pustimo stati, ja, do tja je še 3 mesece, bomo videli, kaj se bo zgodilo z UTV-jem 27. aprila, mislim, da je letos, zadnji vikend v aprilu, ja, ni še razprodan, to sem videl, ampak se pa hitro približujejo temu. O teh stvareh mora nujno še nekaj reči, ja, eno je tvoja trenerka Lucija Krkoč pa je zdaj, ja, drugo je pa Salomon, za katerega zdaj teče še eno leto, no, v enem letu si naredila nekaj sprememb v svojem tekaškem življenju, no, očitno na bolje, ker ti gre odlično. Daj mi, moče eno in drugo, malo skozi svoje oči opiši, kje so te najdel Salomona, pa kje si ti najdla Lucijo Krkoč? Ja, v bistvu z Lucijo sva se zares, sej iztekem, sej tako vsi tako pomalom poznamo, ampak 1, 2, 3 leta nazaj v Morbenju na eni zelo fini, mislim, da je bila štafeta, reprezentančna tekma v glavnem. Midve sva bili in sva bili skupaj v sobi in sva tako, no, obdelali, ni da ni tem. In pač nekako jaz sem bila takrat v nekem takem obdobju, oziroma potem, nisem še trenirala pri njej, ampak sej to zdaj trenirati pri njej, to ne pomeni, da hodim k njej na treninge, pa ona mi napiše plan. In tudi ta trenutek mi niti nimam nobenega njenega plana, zaradi tega, ker sem v bistvu v tistem času, ko sem imela to poškodbo, sem trenirala po kolesarskem planu, se pa slišva. In bom sigurno, ko se bom počutila zadosti primerno, da lahko na polno gas treniram, se bova pač spet dogovorili glede plana. Zakaj sem si njo izbrala? To pa, kaj pa vem, predvsem ta njeno
njena srčnost, njeno veselje do teka, hkrati pa še vedno ima zelo veliko izkušenj in neke podlage, da mi zna svetovati čisto za katerokoli stvar jo vprašam. Tako da ja, z njo nekako najine poti so zdaj, v bistvu sodelujeva že 2 leti, tako nekako z malo presledki, a ne, ampak pač sem zelo zadovoljna, da imam možnost sodelovati s tako dobro tekačico. Da vse zadnje, ja. Lucija se je na polno vrnila in rastura na tekaški sceni, ja, kar pričajo ne samo rezultati, tudi mislim, da naziv tekačice, gorske tekačice leta, če se ne motim, je tudi ujela, tako da bravo, ti greš pač po njenih stopinjah. Ja. Bo treba še kar narediti, no, ampak ja, sej verjamem v to, da pač da se stvari na koncu vedno poklopijo in njej se je in upam, da bo to sam trajalo, ker če pa komu prvoščam, je pa to, ne. Tako je. Se pridružujem temu, ja, zdaj pa deva še kakšno o Salomonu, to so pa oni tebe našli, ali kako, ja? Ja, v bistvu, ja, nekako smo se na koncu tiste lanske sezone začeli dogovarjati, jaz sem jim pisala za sodelovanje in v bistvu glede na takratne neke izkušnje in vse to sem bila jaz za njih zelo primerna. Oni so namreč si želijo, da bi imeli nekega tekača za neko tako srednjo razdaljo, kar pač v bistvu načeloma jaz sem, no, malo pač še gorsko tečem, ampak načeloma nek tak ta vmesna razdalja paše v njihove potrebe. In je pa tako, da sem se jaz takrat, ko smo se mi to dogovarjali, sem se poškodovala in jaz sem to njim takrat tudi povedala in to, ker tako, no, zelo spoštujem njihovo odločitev takrat, ker so bili mnenja, da je itak poškodbe so del športa in pač ni kaj, se bom že pozdravila in zelo sem jih hvaležna za to, ker menim, da jim nisem ravno najboljše reklame v lanski sezoni naredila in se bom zato zelo potrudila, da bo letošnjo bolj odmevno. Je pa, ja, v bistvu podpisala sem pogodbo za 2 leti, tako da zdaj bo to 2. leto. In ja, nudijo mi celotno opremo, zimsko in letno, tekmovalno in za treninge. Omogočajo mi tekmovanja, seveda tista, ki jih oni organizirajo in pa mogoče mi pomagajo še priti na kakšna tista mednarodna Salomonova tekmovanja in pač to tudi financirajo. Hočem samo povedati, da sem zelo, zelo zadovoljna in da sem hvaležna, no, ker pač tako opremljanje, ki mi ga nudijo oni, mi zelo pride prav, ne, je to kar veliko. Letos te bomo videli na Sierzenalu? Verjetno ne. Lansko leto sem gledal to po televiziji, ki je bilo, mislim, kakšno vzdušje. Ta Golden Trail serijo so prav prenašali, mislim, da po Šport klubu so imeli tiste reportaže, to je bila norišnica, no, jaz sem to gledal, pa ljudje v progi, pa navijanje, pa to je bila cela štala, no, jaz sem to gledal, pa nisem mogel verjeti, da kaj takega lahko naredijo z nekega gorskega maratona in tako naprej. Cel spektakel, človeka je kar zamikal, da bi šel tja, no, in tam so bila vsaj imena Ja, Remi Bonnet, Kilian Jornet, pa pač vsi tisti, ki so na tej sceni, pač nekaj štejejo. Ja, glede tega sem si rekla, da mogoče, če si preveč želiš, se zelo hitro lahko opečeš. In poslušala sem podcast z Ivico Kostelićem, ki je rekel, da je v njegovem športu zelo pomembno nekaj več. Pa sem o tem razmišljala, pa rekla, da mogoče v športu, ki se ga grem jaz, ali pa na splošno v vzdržljivostnih športih, da pa ta več je pri nas pogosto zna biti problem, ker mi tekači gremo ponavadi kvečjemu čez te naše meje in nas hitro to pa lahko zaustavi. Zato si za letošnjo sezono niti nisem se prijavljala na nobene tekme, ampak bom šla iz dneva v dan in brez nekih zelo velikih pričakovanj.
Bom pa še vedno zelo, zelo trenirala, ampak pač po pameti, zaradi tega, ker če ni po pameti, pridejo poškodbe. Ko je Ja. zdaj pred snemanjem sem se pogovarjala o tem, da si še pred časom, ko si delala intervju za tekače, imela kar specifično mnenje tudi o trail teku, vendarle, a ne, pa se, če sem čist neposreden, ja, kaj pa je trail tek, ko smo združili pohodništvo z ruzaki, pa s palcami, pa na pol gojzerji z tekom smo dobili trail tek in če smo dodali še nekaj več, smo dobili ultra trail in potem si ti rekla, za božjo voljo, no, vse pa tudi ni vrhunski šport, hecam se seveda, ti praviš, da zdaj vendarle si tudi en del trelašica, ja, tudi na kakšnem trailu se pojaviš, vedno bolj se boš, pa dejva, mogoče tvoje mnenje zdaj o tem fenomenu trail teka, ki še vedno raste, je vse prisoten in privleče, bom rekel, v tekaški šport marsikoga, ki drugače ne bi šel brusiti pod vlato. Ja, mogoče tako, kot si opisal, boljši ne bi mogel zadeti, ne. Je pa tako, no, tako kot sem že prej rekla, menim, da je za nek šport, ki se ga ali amatersko, še bolj pa pač profesionalno ukvarjaš, osnova mogoče je gorski tek, ne. In menim, da vsak mora mogoče najprej izkusiti neko to trpljenje, biti na limitu, za katerega, ok, saj nekateri so, ne bom nič rekla, tudi in trail in ultra trail tek je zelo, zelo prava športna disciplina, ampak pač je pa ta vedno večja komercializacija. Mogoče pač menim, da zdaj, če pa glih vsak Ljubljančan, ki si drag rukzak, pa gre malo tam šetat, pa delati gužvo, je pa, no, pa sem rekla, da ne bom obtoževala karkoli, ampak pač tako, še vedno je to nek šport, ne, in ni prav, da se kar vsak posameznik lahko popredalčka v to, če imamo res vrhunske športnike, ki v to vlagajo zelo veliko in svojega časa in truda in duše in telesa. Ja, pač malo vsa ta komercializacija pač naredila to vse skupaj, kaj jaz vem, no, pač prav je, da se loči nek pravi profesionalen šport od nekega šetkanja, pa pač, kaj jaz vem. Tudi jaz sem mnenja in tle se zelo lahko strinjam s tabo, ne, da mi, rekreativci, mislim, jaz sebe pač niti v odrazu ne nazivam športnikom, a ne, ker še vedno smatram, tako kot ti praviš, da je to poimenovanje rezervirano pač za ljudi, ki se s tem ukvarjajo, ne bom rekel samo profesionalno, vsaj polprofesionalno, vsaj zares, a ne, da rečemo temu tako. Jaz kot rekreativec sem pa v tem športu zato, ker ga pač imam izjemno rad, ker v njem uživam, ker včasih tudi malo trpim, a ne, ker rabim iti izven cone udobja, ker se rabim sam s sabo pomeniti, ker rabim poiskati svojo ponižnost, pa nič več kot to. Tudi če tekmujem zaradi tega, sem lahko tekmovalec, ne bom pa sebe deklariral kot športnika in mislim, da smo lahko vsi rekreativci dokaj pošteni pri tem, razen, no pač ja, če si enkrat tako resen, da se uvrščaš na neka prvenstva, neke tekme in tako naprej, da temu športu potem daš več kot samo, rekel, dobro voljo, pa zdravje, pa rečemo sproščanje stresa, ker šport je tudi stres. Ne? Zakaj je bila pa rekreacija stres? Ne? Jaz tu moče ločim, pa vem, da si tudi jaz kot rekreativec daj za dan kakšen stres v športnem, rekreativnem udejstvovanju, ampak vendarle bi za rekreativca šport kot tak moral pomeniti, da je to destresor, ne pa ravno obratno pri tebi, pa vendarle je nekaj stresa, sej si tekmovalka, ki mora vložiti v to več kot pa samo tisto, da se ima dobro. Ne? Ja, tako bom rekla, mogoče zdaj mi je veliko stvari šlo po glavi, ko si to govoril, ampak mogoče se res moje življenje zdaj zelo veliko vrti okoli tega, namreč pišem magistrsko nalogo, ki govori o vplivu športa na karierni razvoj. In s tem mogoče
hočem povedati, šport je neka prostočasna dejavnost, ki te v določenih točkah spravlja izven cone udobja. In prav je, da imamo nekaj takega, zaradi tega, ker če imamo nekaj takega, se mogoče znamo izven cone udobja spraviti tudi na kakšnih drugih področjih. Zato mogoče, če se vrnem nazaj na trail tek, v redu je, kdorkoli se to gre, v redu je, da se gre, ker boljše, kot da se ne gre nič in da leži doma na kavču. Tako da še vedno pač, če je to neka okupacija na dnevni ali pa vsaj nekajkrat tedensko ravni, mislim, da je to, naj se pa ukvarja, kdorkoli se pač, če mu to prinaša veselje, hvala Bogu. Boljš, kakor hoditi v BTC. Tako, pa še na Instagram lahko daš boljše fotke, kot z BTC-ja lahko, ja, iz Pohorja ali pa z Julico ali pa iz Grmade, na vse zadnje, lažje loviš sončne zahode, kot pa iz City Parka. Ja, je tako, če so pri socialnih omrežjih, Dominika, ti jih pač uporabljaš, ja, imaš kakšno posebno mnenje, tem ne pretiravaš s tem, najbrž ne vidim te na Stravi, na Instagramu in Facebooku si dokaj konzervativna reč v temu, ne zasuješ več timelina z mnogo svojimi objavami, ja? Ja, na Stravi sicer me boš našel, jo imam. Slabo sem pogledal, pa bom še enkrat ti bom poslal. To jo imam. Sicer poskušam, da me ne preveč obremenjuje, tako da, ker pač vemo, da tudi Strava zna biti slaba. No, ampak drugače pa ja, socialna omrežja, ko bom rekla, mogoče premalo časa namenjam temu. Sicer jih imam in vse sledim, ampak pač mislim, da želim si, da je vsaka objava, ne bom rekla popolna, ampak pač taka, kot mora biti. In zato pač se to bolj poredko zgodi, da kakšno naredim. Hkrati pa mogoče kakšne taka moja osebna mnenja, res si ne bi želela, da kdorkoli misli, da komurkoli karkoli ubijam v glavo, kakršnokoli mišljenje, ideologijo ali pa pač neko svoje početje. Pač vsak ima svoje ideje, svoje mišljenje in svoje odločitve in pač ja, se ne poskušam kaj zelo biti na temu področju vpadljiva. Razen, ja. Si pa opazna, da je reči, kar se tiče mode in estetike, v katero se pač oblačiš, da mi nekaj povedali. Se pravi, tvoji omari so na eni strani cunje od Salomona, na drugo so pa tvoje kreacije in to je to, ali kako? Vedno bolj je tako, no. Na začetku ni bilo tako, ampak ja, skozi leta se pa kar nabere vsega tega. Praktično večino, kar imam oblečenih, razen kakšnih teh debelih puloverjev, pa še to, za kakšnega se lahko pohvali tudi moja babi, ki ga je spredla. No, ampak ja, načeloma moda je bila pa že od vedno neka taka moja stvar. Pa bom rekla, da to prihaja že od mojih malih nog. To mogoče lahko še povem kot neko anekdoto iz moje mladosti, ko se združi ta moda in moja trma, ki sem jo prej že omenjala, kako sem na poroko od mojega strica šla z čevlji za vodo, ker so bili pač taki, ker so mi bili všeč. In živ Bog me ni prepričal, da bi jaz ne šla na poroko v plavalnih čevljih. In ja, pač že od vedno sem nekako imela neko svojo mentaliteto glede oblek, potem pa pač v bistvu to je bila tukaj spet ta moja Barbie, moja mačeha, kot neka taka podpornica, ki mi je bila podpornica tudi na splošno vsem in je bila vedno tako, da karkoli se bom odločila, če bom to počela z vsem srcem, mi bo to uspelo. In pač tukaj je bilo v bistvu samo to, da sem jaz nekaj si zamislila, saj še vedno je tako, jaz se nekaj zamislim, nekaj tako zelo na grdo skiciram in potem odnesem švilji, da mi to sešije. Vedno hodim
v Staro Ljubljano po blago. In v bistvu ta neka mogoče že samo etični vidik, še vedno sem družboslovka, tako da nek ta hitra moda in vsa ta hiperprodukcija vsega pač na noben način, na nobenem področju ni dobra. In na tak način mogoče poskušam, seveda ne želim nobenemu tega ubijati v glavo, ampak pač sama pač ravnam tako, da si večino oblek, ker si pač to na nek način lahko omogočam, ampak ne bom rekla, saj vedno je denar za tisto, kar pač se odločaš. Pač samo stvar je prioritet. No, ampak v glavnem jaz si tiste stvari nekako pač zamislim v glavi, mi to potem šivilja sešije in to je neka taka moj hobi. Res me to veseli, rada imam barve, rada imam to, da si drugačen, ker mislim, da tisto, kar nosiš, da te še vedno na nek način, če si ti s tem zadovoljen, je to pol tista energija, ki jo daješ in je to res dobra stvar. Pa pač tudi na to me je potem, saj nisem nikamor dlje od tega, da kreiram zase prišla, razen pač da na naši kolesarski dirki po Sloveniji hostese, ki so na podelitvah in na štartu in na ciljih etap, nosijo moje kreacije. Tako da je. Preden se preselijo k dirki po Sloveniji, še eno vprašanje, imaš ti potem v svoji omari kaj manj kosov kot kakšno drugo povprečno dekle tvojih let, ki prej omenjeno hitro modo iz, bom rekel, raznih internetnih štacun iz Azije polni, bom rekel, ne samo svoje omare, potem tudi kakšne te humanine zabojnike, ker se to reciklira praktično na tedenski ravni. Ja, v bistvu na začetku je res bilo tako. Je pa res, da zdaj tako je, ne? Te obleke se ne ponosijo, ki jih naredi. To so kvalitetna in materiali in izdelava ni tista, ki se bo po enem letu raztegnila, ratala na kakršenkoli pač slabša. Zato se zdaj kar pridno, zdaj že skoraj 10 let to nekako ohranjam in v resnici nobena stvar ne gre ven, ne. Tako da ja, nekaj stvari, nekaj oblačil na leto si naredim in potem pa pač ta kupček se počasi veča. Je pa ja, mislim, da je neka taka mentaliteta. Ne vem, to je čisto od posameznika odvisno. Noben mu ne bi rekla, da zdaj pa mora to tako početi. Pač jaz sem se za to odločila tako in všeč mi je in to predstavlja del moje identitete. Ko greš potem ven iz hiše, si zmeraj potem skladno in lepo oblečena? Ja, trudim se, ampak še vedno, ko grem pa laufat, je to je bilo naslednje vprašanje, ja, kaj pa, ko greš laufat, ja. Ne, takrat sem pa zdaj v teh dnevih, ko imam oblečen trak, si včasih dam še tako ušesa ven, da si mislim, da me pa res noben ne sme srečati. Tako da ne, takrat se, pa se mogoče to še iz tistih časov, ko sem pri konjih bila, tam sem pač neka taka kmetica, tisti del mene, ki je kmetica, pač pride takrat na dan. Se pa rada uredim, no. Mislim, da je lepo, nek dober občutek je, če si lepo urejen, pa tudi, če ni dober občutek, ko se lepo oblečeš, potem si že malo boljši. Tudi, če se tako ne počutiš tako, ko narediš nekaj takega, mislim, da vpliva pozitivno. Lahko tudi obleka naredi človeka, če ima slab dan, evo, morda. Ja, ne pa, da smo šarasti, ja, tako kot da bi šli, ja, ne vem kam, na plac, ja, prodajati kaj. Če bi te kdo poklical pa rekel, Dominika, boš skreirala kolekcijo dresov za reprezentanco v gorskih tekih za svetovno prvenstvo, pa trenerke zraven, pa še bi to naredila, bi? Z veseljem bi, ja, bi. Čeprav priznam, da sem o tem razmišljala, pa mogoče ta nek pritisk
da bi mogla mogoče na neki redni bazi to početi, mogoče, da bi mi to pol hitro predstavljal nek stres. Prej, ko si mi tako, ko si zdaj glih to temo odprl, prej organizacija kakšnih takih stvari, to bi pa vedno in znova in kadarkoli in če češ. To je mogoče še tisti drugi del mene, neka ta organizacija. To bi pa bistveno lažje. No. Kreiranje je še vedno mogoče tako, kad ti zmanjka idej, je, ne vem, zmanjka. To je umetniško delo, v bistvu, ja, kreativnost in tako naprej, medtem ko po svoje tudi organizacija dogodka zahteva veliko mero, rekel, v kreativnosti, pa predvsem improvizacije. Ampak, če si že omenila organizacijo, no, zdaj zaradi tega znašla si se pri DOS-u zaradi kreiranja oblačil, hostes, ampak zaživela pa zacvetela si pa potem čisto v drugih vlogah. Morda ravno zaradi tega, ker si sama poiskala ta izziv ali te izziv poiskal tebe. Po moje je to, taka mogoče, da sem. Sicer priznam, da sem se s tem, v bistvu ta moja pokojna mačeha je imela podjetje, ki se je ukvarjala z organizacijo dogodkov, tako da en delček sem tudi tam, čeprav to, kar delam na dirki, je bolj ukvarjam se z protokolom, podelitve, štarti in pa z VIP gosti, komunikacija, vse to. Zdaj, tukaj mogoče najbolj pomembno je poznavanje nekega za začetek bontona, druga stvar je pa mogoče tudi ta neka komunikativnost. In pa, da znaš improvizirati. Zdaj, neke stvari, kot je protokol, so pač take, kot so in vedno bojo in pač to je stalnica, ampak pač pride pa še milijon stvari, no, si tudi že prej omenil, improvizacije, ki pač pride niti en dan ni enak za reči, ne, tako da, vse nekako vidim tudi v prihodnosti, da bom počela kaj takega, oziroma se tudi, kar se tiče službe, sem zaposlena na pivovarni Laško union, čeprav ne pijem nič piva, ampak tudi na dogodkih, organizacija, tako da verjetno je to, čeprav sem izobražena delam magisterij iz kadrovskega menedžmenta, verjetno tega ne bom nikoli zares počela. Ampak pač saj družboslovci se znajdemo. Bistveno bolj zanimivo je tisto, kar zdaj poslovno počneš oziroma kamor si vpeta definitivno, no, in preplet vseh stvari, ki jih v življenju počneš, te dela tako, kot si unikatno in zanimivo prav gotovo. Zdaj, kdaj bo letos dirka po Sloveniji naredila kakšno reklamo? Letos bo dirka po Sloveniji prej kot ponavadi. Ponavadi je rezerviran 3. teden v juniju, zdaj pa bo 1. teden v juniju. Namreč, tako je prišlo, Mednarodna kolesarska zveza je odobrila tisti datum, še vedno bo to dirka najvišjega nivoja, ampak pač 2 tedna prej kot sicer. Si kot navdušena kolesarka še bolj vesela, da sodeluješ pri najprestižnejši dirki na naših tleh, vendarle tudi ti goniš pedala in ko gledaš vse tiste pobe tam, ki to gonijo, ti je zelo domače, ti srce še bolj igra. Predvsem eno zelo veliko spoštovanje gojim do vseh njih, hkrati sem pa res zelo vesela, da sem lahko del tega, ker je v bistvu še kar velik projekt, in tudi mogoče odgovornosti, ki so na moji strani, so še kar velike za nekoga, kot sem jaz, ali pač kakorkoli. Je pa, sigurno, to kolesarstvo je, v bistvu tudi sama prihajam iz kolesarske družine, prej kot iz tekaške, sicer tudi moj dedek je bil maratonec, ampak načeloma moja po očetovi strani celotna so sami kolesarji, zato je kolesarstvo že od vedno neka velika vrednota pri nas doma. Tako da mi to zelo veliko pomeni in hkrati, da vidim, kako je neka izvedba taka na tako zelo visokem nivoju, se mi zdi res čudovita priložnost in sem vesela, da sem lahko del tega.
Franjo, recimo, si kdaj odpeljal ali pa kakšno daljšo dirko? To pa nisem. Pri meni je bil vedno kolo, zelo sem dobra na klance, mogoče zato iz preteklosti, ker sem bila še kar lahka, kar mi pa na ravnini ni prišlo najbolj prav. Tako da nekako sem v bistvu teli vzponi, jih bom tudi še vozila in sem jih vozila. Si pa mislim, da neke take dirke, kot je Franja, kaj pa vem, mogoče se jo bom tudi kakšno leto, da mi bo pa tudi to izziv. Ampak ta trenutek so pa moje misli bolj v tekmu, no, še zmeraj. Čeprav je kolo zelo, zelo velika ljubezen in ja, pač bi skoraj da rekla, da verjetno bi bila kolesarka, če bi se prej za to odločala, ampak mislim, da pri teh mojih letih je pa ta vlak zdaj že res odpeljal. Kako sama sebe gledaš, no, če za konec morda. Kot 25-letnico jaz se spomnim, ravno na nekem teku sem bil, takrat, ko sem dopolnil 25 let, kakšen teden potem, pa sem razmišljal, no zdaj sem pa šel čez polovico 20-ih, zdaj se moram pa jaz počasi resen, zdaj moram pa proti 30-im, zdaj pa nisem več, bom rekel, študent, pa neodgovornež, pa en mulc, ampak zdaj sem pa odrasel človek. Kako pa sebe ti gledaš v teh svojih letih? V bistvu nikoli nisem na sebe nikoli v takem smislu nikoli gledala, niti nisem na svoja leta tako gledala, zaradi tega, ker sem še zmeraj tako, no, kar zelo mnenja, da leta so le številka, bolj je to, kako si ti pripravljen telesno in v glavi. Ker poznam toliko veliko različnih posameznikov, ki so, mogoče je ravno ta 25 let številka, ki so lahko v glavi že zelo, zelo odrasli in so dali marsikaj tudi že čez, ali pa tudi, če ne, pač imajo pač drugačen način razmišljanja. Hkrati imaš pa tudi kakšne take, ki pa so pa še, bojo pa mogli še kar nekaj, kaj jaz vem, žgančkov pojesti, da bojo lahko. Tako da tudi na sebe, ne vem, jaz si želim samo, da bi, kaj pa vem, da bi, ne bi rekla, da mi je pri teh letih karkoli, da bi se mogla zresniti. Mislim samo to, da je prav, da se iz svojih napak učim, da jih ne ponavljam, in da že karkoli se bom lotila, da to naredim s polno samo, da vložim 100%, ker res ne maram delati stvari na pol in pač mislim, da je to moj glavni cilj. Da kar se pač lotim, da to opravim in ja, tako v bistvu, kaj pa vem. Mirje duše lahko pritrdim, spoštovane pod črto, da je Dominika Zupančič Valant to pravila, tale pogovor 100% izjemno, res sem, ne vem kaj ne rečem, jaz sem frapiran in navdušen, še bi se pogovarjal s tabo, Dominika, ker imaš, rekel, toliko zanimivih uvidov, pa izkušenj, pa doživeti, pa tudi lekcij za, rekel, vse nas, ne, tudi jaz sem se ogromno naučil in bom premišljal o tem, kar si ti povedala, verjamem še kar nekaj časa, dolgo sva govorila, ampak minilo je, kot bi mignil. Res zanimivo, dekle si tekačica, človek kot tak, vsekakor bomo, verjamem si mi, spremljam tvojo tekaško in še kakšno drugo kariero, verjamem, da te tudi na poslovnem področju čaka še marsikaj, ja, bodoča direktorica dirke po Sloveniji, to sem tako navrgel. Iz tvojih ust božja ušesa. Ampak jaz te enkrat vidim na tej poziciji. Hvala ti, Dominika, res je bilo fajn. Ampak čist za konec, te moram še nekaj vprašati, ker ne ve vsak, imaš tako mali, bom rekel, živalski raj tudi doma, predvsem me je navdušilo, da imaš tudi poleg, bom rekel, pasjih tudi pernate živali v svojem stanovanju, ja? Ja, tukaj bi pa mogoče res lahko rekla, da sem bolj kot človeški tip človeka, živalski tip. Nekako menim, da so živali ena taka, v bistvu naša, ne vem, meni osebno prinašajo eno tako zelo veliko veselje.
jih spoštujem od katerakoli žival, katerokoli živo bitje. Težko mi je, da se dogajajo stvari, kot se, pa ne bom zdaj te teme na polno začenjala, ampak pač zelo sem kritična do nekega izkoriščanja nekih bitij, ki sami svojega glasu nimajo. Pa ne bom res tako, kot sem rekla, ne bom o tem kaj preveč, ampak menim, da je to slabo, zaradi tega, ker je to slabo tudi za nas kot ljudi. Na koncu menim, da so vsi računi poravnani, dobro se vrača z dobrim, slabo pa slabim, in mislim, da je prav, da se spoštuje kogarkoli, ne glede na to, kakšne vrste, rase žival človek je. In še posebej se mi pa zdi prav, da se vede tako nekako spoštljivo, sploh do tistih, ki se sami ne morejo braniti, ne. In ja, okej, to sem zdaj mogoče malo odjadrala, ampak kakorkoli pač, rada imam vse te svoje živali, že od vedno konji in vse to, sem bila z njimi obkrožena. Nekako sem bila tudi tako vzgojena, da jih je treba spoštovati, in mislim, da pač bi bilo prav, da vsi tako delujemo. In ja, pač jih imam, zdaj sem povedala, moja kokoška, ki je tako, kot bi imel zajčka, samo da mi vsak dan znese še eno jajce. Tako da... Kako je ime tvoji kokoški? Joj, to je pa še druga tema. Moji kokoški je ime Hedvig, uradno. Hedvig kot sova od Harry Potterja, ker pač sem zelo velika podpornica Harry Potterja. Ja, fenica. Sicer jo pa tako, no, je vsa možna imena, ponavadi je kakšna Pipi. In mogoče zdajle za konec bo moja Pipi prišla tudi tukajle, če bo tisti, ki bojo gledali. Končno so spoznali tudi Pipi oziroma Hedvig, evo, pozdravljamo te. Ne znam v kurjem jeziku, že jih imam doma. Reči dober večer, kako se imaš, Pipi, ampak vidim, da uživa. Ja. Ja. Če ji rečeš ko, bo rekla ona ko tudi nazaj. Ko? To prav posebna gostja za konec teme podcastu je še naša kokoška Pipi Hedvig. Mislim, super, kakšen zaključek. Dominika, hvala ti, res ti hvala za tvoj čas, za tvojo življenjsko neizmerno energijo in za vse, kar si povedala. Hvala tebi, da sem imela priložnost. Sem počaščena. Mislim, ja, the pleasure is all mine. Hvala ti, še enkrat lep pozdrav, ti želim fantastično sezono, res, in upam, da se vidiva na Kriška gora trailu. Tako, ja. No, upam tudi jaz. Ja. Srečno, živjo. Hvala, adijo.